slišala novico, da je Slovenija 7. najbolj stara država na svetu. Torej, naše prebivalstvo se pospešeno stara, zato je družinska politika izredno pomembna. V Sloveniji imamo prijazno družinsko politiko glede porodniškega dopusta za matere in očete. To je vsekakor dobro, bojimo pa se, da sedanji predlogi gredo v napačno smer in bodo to področje zelo poslabšali. Menimo tudi, da je direktiva Evropske unije, na katero se sklicuje ministrica, lahko samo izgovor za poslabšanje tega stanja, kajti pravice na področju varstva otrok in družinske politike so vendarle pravice vsake države, da jih lahko ureja po svoje. Seveda podpiramo to, da imajo tudi očetje vedno večjo vlogo pri koriščenju porodniškega, očetovskega dopusta, to je zagotovo zelo dobro za otroke. Hkrati pa nasprotujemo temu, da bi očete silili v to, da bi morali imeti očetovski dopust. Menim, da se morata starša o tem dogovoriti, sporazumeti na prostovoljni način, zato se nam ne zdi dobro, da bi materam skrajšali materinski oziroma starševski dopust za 1 mesec in očete prisilili, da ga morajo koristiti. Menimo tudi, da lahko prihaja do zlorab, če bo o tem koriščenju dopusta, če bodo o tem odločali centri za socialno delo in pa to pravico do koriščenja porodniškega dopusta razširili tudi na druge družinske člane. Vsak otrok ima mater in očeta, zato menimo, da mora to ostati pristojnosti matere in očeta in ta delitev na prostovoljni bazi. Poudarila bi pa še nekaj drugega, kar se nam zdi zelo sporno oziroma neprimerno. Namreč to, da naj bi odvzeli dodatek na otroški dodatek, če otroci ostanejo v domačem varstvu. To se nam zdi neprimeren ukrep, čeprav vemo, da so vrtci dobra, pozitivna rešitev, se vendarle nekateri starši odločijo, da bodo otroka imeli doma ali da ga bodo varovali stari starši in mislim, da te pravice ne smemo staršem odvzeti. Tudi tisti starši, ki se odločijo, da bodo dalj časa doma na porodniškem dopustu oziroma da ne bodo šli v službo in bodo sami varovali otroke, bodo na ta način kaznovani, če se ta dodatek odvzame, če otrok ni vključen v vrtec. Menim tudi, da na ta način pravzaprav delamo materialno škodo tudi državi, kajti otrok, ki se varuje doma po želji staršev ali pa če starši ne dobijo vrtca, vendarle manj stanejo državo in občino. Kajti otroci, ki so vključeni v vrtec, ponavadi imajo starši prenizke dohodke in ne plačujejo 100% za svojega otroka, ampak preostanek oziroma velik del plačujejo občine. Če so pa otroci doma in dobijo starši ta dodatek, zato da otroci niso vključeni v vrtec, pa mislimo, da je to boljše za otroke in tudi za državo. Torej ima država manj stroškov na ta račun. Predvsem pa se nam zdi pomembno, da morajo starši svobodno odločati o tem, ali želijo dati otroka v vrtec, ali ga želijo varovati doma in zaradi tega ne smejo biti materialno kaznovani. Te stvari se nam zdijo pomembne, potem pa še imamo tudi različne podatke o tem, kako naj bi omejili porodniško nadomestilo. V interventnem zakonu vlada pravi, da naj bi bilo porodniško nadomestilo v višini 2-kratnika povprečne plače v Republiki Sloveniji, medtem ko v tem predlogu pa omejujejo na 2,5-kratnik. To je zagotovo sprejemljivejše, čeprav menim, da to omejevanje bo zagotovo pripomoglo tudi k temu, da se marsikatera ženska ne bo odločala za 2., 3. otroka,
kajti na ta način bo finančno kaznovana. Torej, družinska politika je izredno pomembna, glede na demografske težave, ki jih imamo v Sloveniji, glede na staranje prebivalstva, je to zelo občutljiva tema in moramo biti nadvse pozorni pri urejanju te problematike. Sedaj ima Slovenija zagotovo zelo dobro to urejeno in pa vendarle imamo tako nizko rodnost, bojim pa se, da bodo dodatni negativni ukrepi to rodnost v Sloveniji še poslabšali.